Pozdravljeni, sem Petra Karnc-Laznik. Čeprav sem si med študijem primerjalne književnosti in novinarstva želela, da bi me poklicna pot odnesla med knjige in v gledališče, me je navdušila rdeča lučka. Najprej v radijskem, kasneje v televizijskem studiu. Po nekaj letih dela v medijih sem se odločila za drugo stran, za soustvarjanje zgodb, podob ljudi in organizacij v dolini rek Temenica in Mirna, ki jih posredujem različnim medijskim hišam. Nazadnje smo spoznali nekaj osnov organizacije prireditve in obveščanja medijev in javnosti. Danes se bomo dotaknili komunikacije z mediji. V nekem trenutku vsak od nas lahko pride v situacijo, da mora komunicirati z mediji. Lahko gre za pripravo vabila, torej moramo novinarje povabiti na naš dogodek. Morda moramo za občinsko glasilo pripraviti poročilo z našega dogodka. Lahko nas novinarji ujamejo med delanjem ankete. Lahko smo del projekta, zgodbe, o kateri medij poroča in želi od nas mnenje, oceno. Želi tako imenovano izjavo. In temu se ne moremo vedno izogniti, zato je bistveno bolje, da se na komuniciranje z mediji pripravimo. Z vami danes delim nasvete, ki so pomembni, če se kot soorganizator nekega dogodka znajdete v vlogi tistega, ki je zadolžen za obveščanje medijev. Da bomo lažje sledili, recimo, da organiziramo literarni večer. Vabilo naj vsebuje le osnovne informacije o dogodku. Naj bo kratko in jedrnato in naj pove, kje bo dogodek? Kdaj se bo zgodil? Kaj se bo zgodilo? Kdo bodo nosilci dogajanja? Lahko dodate še svoj kontakt za morebitne dodatne informacije. Poročilo po dogodku oziroma sporočilo za javnost pa pošljemo takoj naslednji dan. Pomemben je tako vsebinski kot oblikovni del, ne glede na to, ali pošiljate več medijskim hišam ali pa le uredništvu občinskega glasila, pa velja. Besedilo je sestavljeno iz naslova, uvoda, jedra in zaključka. Naslov usmeri pozornost bralca. Je kratek, jedrnat in informativen. Uvod je pravzaprav časoprostorska umestitev dogodka. Vest odgovarja na vprašanja, kje je bil dogodek, kdaj se je zgodil, kaj se je zgodilo in kdo so bili nosilci dogajanja. Začetek pritegne ali odvrne, zato je pomembno, da smo zanimivi. V jedru zapišemo vzrok, posledice, namen dogodka, dodamo tudi tonsko izjavo, udeleženca, organizatorja ali obiskovalca. V zaključku pa se ozremo nazaj, napišemo morda nekaj na splošno o organizatorju, lahko tudi napovemo prihodnji dogodek istega organizatorja. Vse skupaj naj bo dolgo približno eno avtorsko stran, torej 1500 znakov brez presledkov. Prednost ima vsebina pred formo, zato naj ne bo besedilo mavrično. Posebej, nikakor ne nalepljeno v Word, pa dodamo še fotografijo, 2, 3, odvisno od dogajanja na dogodku. Fotografija naj ne bo izvirne resolucije, ampak jo pomanjšamo, denimo na velikost 1024 krat poljubno. Naj bo v JPG obliki in naj bo zgovorna, naj pripoveduje zgodbo z našega dogodka, naj nam zaupa utrinek. Tako ne obremenimo naslovnikovega e-nabiralnika preveč. Izvirnik pa seveda ohranimo, če bo urednik tiskanega medija želel za objavo v tisku fotografijo boljše resolucije. Vedno navedemo avtorja besedila in avtorja fotografije, ki naj bo poimenovana skladno z besedilom, ki smo ga poslali. Če besedilo pošiljamo več naslovnikom hkrati, obvezno uporabimo funkcijo skrita kopija. V zadevo najpogosteje damo kar naslov prispevka, ne uporabljamo pa velikih tiskanih črk, ker te pomenijo kričanje. Česar pa nihče ne mara, kaj ne? Do tega trenutka smo z mediji komunicirali pisno. Kaj pa, ko je treba spregovoriti pred mikrofonom? Takrat je pomembno, da dobro poznamo področje, temo, o kateri bomo govorili, da je naš nastop še posebej samozavesten in prepričljiv. O tem pa več v videu Nastop pred novinarjevim mikrofonom. Vabljeni k ogledu in bodite lepo.